Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tem videu bom prikazal hiter način priprave kave. Zdaj v preteklosti sem naredil že video, kako se skuha črna turška kava, ki je malce dolgotrajen postopek, traja nekaj minut dlje. Seveda pa obstajajo hitrejši načini, torej že leta so na voljo razne instant kave in razne variacije takšnih in drugačnih kav, ki se lahko zelo hitro pripravijo. Torej, ena izmed kav, katero jaz pijem doma, sedaj, ko ne moremo iti nikamor ven s prijatelji, je tudi neke vrste instant kava, no, je instant kava in v bistvu ne vzame veliko časa, vzame samo par minut, toliko da voda zavre, se voda polije preko te kave oziroma mešanice in kava je praktično skoraj da narejena. Torej, jaz osebno ne uporabljam grelnika vode, ker ga niti nimam in ker mi je vedno bilo nagrožno, ko se začne tale vodni kamen nabirati na dnu in nočem imeti tega v ustih ali pa kje za zobmi ali pa požirati tega dol, ampak vsakemu svoje, ker sem tudi prelen v bistvu, da bi se lotil tega čiščenja. In zato se poslužujem potem take najbolj domače variante, torej v džezvici preprosto zagrejem vodo in je to. Torej, glavna sestavina tega je potem seveda tudi kava. Jaz doma uporabljam tole Jacobs 2 v enem kavo. Namreč tale Jacobs 2 v enem je najljubša zato, ker mi paše kot okus kave. Zdaj, probal sem nekatere druge, predvsem mogoče Nescafejeve zadeve, pa nisem bil impresioniran. Tudi Frank ima neke instant variante, pa so take bolj vodene. Te Nescafe zadeve, te so mi pa preveč grenke. Ampak okusi so različni. Sem pa pred leti v bistvu pil turško kavo 2-krat na dan in sem ugotovil, da to mogoče ni najboljše zame, da potrebujem nekaj manj močnega kasneje v dnevu in to je bil potem tudi razlog, zakaj sem prešaltal na tole instant kavo in se tudi boljše počutim. Je pa tako, kot sem rekel, še polno nekih drugih različic kave za hitro pripravo. Imate vse od Bar Cafe, Black and Easy, Jacobs ima neke druge, Nescafe ima neke druge variante, tako da polno je tega. Ampak meni je tale osebno najljubša. In tukaj je tudi postopek. Tako, vodo smo pristavili na štedilnik, počakamo, da voda zavre, vmes si pripravimo skodelico. Zdaj, preden odpremo kavo in jo vsipamo v skodelico, bi pa samo v bistvu omenil, da edina stvar, ki me pa jezi pri tej Jacobs kavi, pa je njen paket. Namreč vidite, da je zelo tak komaj da odprt, kot vidite, in potem, če to odtrgaš, ga lahko zelo grdo vstran odtrgaš, zato jaz večkrat kar uporabim raje škarje in odrežem tale vrhnji del in potem kavo vsipam v skodelico, ker drugače potem, če tole zadevo ročno trgaš, potem ali jo prehitro trgaš in gre prehitro tu gor, ali pa sploh ne prideš do konca v glavnem. In potem na koncu še v bistvu niti prav ne odpreš kave. Tako da škarja mi je hitreje in pa tudi bolj priročno. Tako da tudi vam priporočam, če imate iste probleme. In potem pa v skodelico v bistvu vsipamo tudi tale pripravek kave. Torej, to je ta kava, ki jo jaz imam rad. Tako. Voda je ravno kar zavrela, sklopimo štedilnik in pa potem vodo prelijemo preko te kavne mešanice. Jaz si nalijem nekje skoraj do konca. Pustim še nekaj prostora vmes prostega, da v bistvu še dolijem mleko, ker pač rad si dodam mleko, da je malo še bolj kremast okus, kot je že ponavadi. In v to kavo jaz ne dodajam sladkorja, saj je v bistvu že kar dovolj sladka sama po sebi. Dobro premešam, da v bistvu mešanico dvignem od dna skodelice, tako. Dodam še malo mleka zraven. Sedaj, ko smo nalili mleko, je pa tukaj še ena zadeva, ki bi jo rad izpostavil. Ne vem, če ste opazili, ker se komaj da vidi, ampak jaz uporabljam tole alpsko mleko. To je v bistvu brez laktoze, lahko prebavljivo piše. Razlog, zakaj pa uporabljam tole mleko, pa je v bistvu preprost. Pred par leti sem mislil, da imam mogoče kako celjakijo ali nekaj. In potem sem opravil celo tale test, ki si ga lahko kupiš že v lekarni in sem ugotovil, da nimam celjakije. Potem pa sem malo raziskoval in sem prišel do zaključka, da kaj pa če mogoče kaj preveč mleka spijem ali pa nekako pač prebavim v dnevu in ga moje telo ne prenese mogoče najboljše, če je malo večja doza. In zato sem pol prešel v bistvu na tole mleko brez laktoze.
in zdaj že nekaj let to redno kupujem in se počutim veliko bolje. Nisem več napihnjen, prebava je boljša in ja, to je v bistvu tale razlog, zakaj imam tole mleko. Da v bistvu sam sebe zaščitim pred nekimi nepotrebnimi mukami. In jaz si v obeh primerih, v bistvu zjutraj, ko spijem črno turško kavo in pa popoldan, ko spijem tole instant kavo, si vedno dodam kanček mleka, toliko da je kava malo bolj kremasta, če lahko tako rečem. Torej, kot ste videli, je kava pripravljena res nekje v 5 minutah. Zanima pa me tudi, kakšna je kaj vaša preferenca, ali preferirate turško kavo ali instant kavo. Svoje mnenje lahko zapišete spodaj v komentarje pod tem videom. Če pa želite izvedeti, kako se pripravi prava turška kava, pa si poglejte video na koncu tega posnetka. In kot vedno, če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up, se naročite na moj kanal za še več vsebine in pa lahko me sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, pazite nase, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!